Pozdravljeni! Pri FII so potihoma razveljavili tehnično direktivo 039. Zakaj je to tako pomembno, pa bomo skušali razumeti v naslednjih minutah. Verjetno največja težava, ki so jo imele skorajda vse ekipe v sezoni 2022, je bilo tako imenovano poskakovanje. In FIA je uradno zaradi varnostnih razlogov sredi sezone izdala tehnično direktivo 039/22. V tem dokumentu je bilo zapovedano, da bodo pri FII nadzorovali nihanje bolida, seveda z ustreznimi senzorji, in ukolikor bodo vrednosti presegale določene norme, bodo dobesedno prisilili ekipe, da bodo zvišali višino samega bolida nad asfaltno površino. Tehnična direktiva je stopila v veljavo na veliki nagradi Belgije. Ampak, da bomo razumeli, zakaj približno gre, je najbolje, če še enkrat obnovimo, zakaj je pravzaprav šlo pri poskakovanju. Namreč v sezoni 2022 prvič po desetletjih vidimo bolide s stalnim efektom. Predtem so bili ti prisotni v svetu Formule 1 od sezone 1978 do konca sezone 1982. In zakaj pravzaprav gre? Tu imamo Lotus 79, morda tisti najbolj znameniti bolid s stalnim efektom. Ampak vsem je enako to, da na dnu imajo prisotna dva Venturjeva kanala. In seveda tudi bolidi v novem obdobju so imeli ta dva kanala, ampak sile so bile takšne, da pri vožnji po ravninah je samo dno generiralo toliko talnega efekta, da se je bolid začel bližati k tlom. Seveda, ko se je bližal k tlom, se je tudi manjšala tista reža v Venturjevem kanalu, dokler je ratala tako ozka, da zrak dobesedno ni bil sposoben iti dovolj hitro skozi. Iz linearnega se je spremenil v turbulentnega, porušil ravnotežje, talni efekt je izginil in kar naenkrat smo videli, kako je bolid odskočil. Nato se je ravnotežje vzpostavilo in seveda ciklično se je pojav začel ponavljati in zato smo videli tisto ritmično poskakovanje in to samo na ravninah. Zaradi tega je bilo potrebno upeljati to tehnično direktivo, ki javnosti, torej nam, še danes ni znana. Namreč pravilnik se javno objavlja, tehnične direktive pa so zadeve, katere imajo na razpolago samo ekipe. In tu je treba se sedaj začeti spraševati, zakaj je to potrebno, kajti ukolikor bi bile zadeve javno objavljene, bi bile tudi bistveno bolj transparentne. Ampak na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko 26. marca prebrali, da tehnična direktiva 039/22 ne velja več. Pri FII so se odločili, da ni potrebna, ker s tehničnimi spremembami na samem dnu so po njihovem dosegli svoj cilj. In zakaj gre? Za razliko od tistega, kar smo videli pri Lotusu 79, na sodobnih bolidih Formule 1 še zmeraj velja, da imajo tisto distančno ploščo na sredini. Po pravilniku so dvignili višino tega roba samega dna za 15 mm. Torej, najnižja točka samega bolida je ostala pravzaprav tam, kjer je bila, samo Venturjevi kanali so dvignjeni 15 mm navzgor, kar pomeni, da tisto zožanje same špranje je bistveno manj verjetno. Poleg tega tudi rob samega difuzorja, tam, kjer pride do preloma, je dvignjen za 10 mm
kar zopet sovpada s tistim praktično omejevanjem pojava poskakovanja. A zanimivo je, da mi, navdušenci, tega nismo vedeli. Šušljalo se je, da že lani na veliki nagradi Singapurja so tehnični delegati malce omilili vse zahteve, kar se tiče frekvence nihanja, tehnične direktive 039, ampak od letos naprej praktično ni več v uporabi. A zanimivo je, zakaj je prvič to ostalo neke vrste skrivnost, kajti ni nič takega, in zakaj mi tehničnih direktiv, takšnih in drugačnih, ne dobimo v vpogled. Zanimivo bi bilo videti, kaj piše. A tu je treba dodati še nekaj. Poskakovanje kot tako še ni izginilo iz sveta Formule 1. Tudi pri Ferrariju SF-23 vidimo, da na ravninah rahlo vibrira. Ne toliko kot lani, se strinjam, ampak vseeno tisto pojavo, ki smo jo lani tako skrbno nadzorovali, lahko vidimo še letos. A kar je meni osebno še bolj zanimivo, je pa naslednje. Vkolikor se spomnite, pred nekaj dnevi sem objavil prispevek o prvem popravku Ferrarija SF-23. In tam sem omenil, da nekateri so pravzaprav težave, katere vidimo pri bolidu Scuderie Ferrari, nekako obešali na že prej omenjeno direktivo 039. A zanimivo je, da ta direktiva ne velja več in pri Ferrariju so to vedeli, torej ne velja ta izgovor. A treba je tudi poudariti, da kar se tiče aerodinamike, morajo pri FIA seveda točno določiti pravila, torej tehnični pravilnik, in ne dodajati tehnične direktive, ki so neke vrste interpretacija tistega, kar piše v samem pravilniku. Torej, če s pravilom ni vse v najlepšem redu, ga morajo začasno popraviti s tehnično direktivo. Sedaj, ko je bilo pravilo seveda ustrezno korigirano, tehnične direktive se ne rabi. A meni je tudi izjemno zanimivo, kot sem že omenil, zakaj mi, navdušenci, take spremembe zvemo lepo o vinkih, in to po drugi veliki nagradi, čeprav jih je pred nami še 21. Zato bodite pozorni, če v kakšnem viru naletite na zgodbo, da tehnična direktiva 039/22 še velja. To vam bo dalo znak, da avtor ni pravzaprav seznanjen z zadnjimi novostmi. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.